Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci v drugi tretjini meseca avgusta oziroma velikega srpana, ki se že spogleduje s prvimi jesenskimi sapicami. Šolarji in dijaki pa že odštevajo dneve, ko se bodo ponovno odprla šolska vrata. V vinogradih je slišati klopotce. Pospešeno pa tečejo tudi priprave na prireditev podobe bistriških domačij. Čeprav velja, da sta julij in avgust bolj skopa s prireditvami in dogodki, pa vedno ni tako. V Bistriškem gradu se obeta ta konec tedna zanimiv koncert amsterdamskega ansambla, ki ga bodo še posebej veseli ljubitelji klasične glasbe. V soboto pa bo v mestnem parku gasilska veselica prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica. Upajmo, da bo vreme dogodkom, ki prihajajo, zares naklonjeno. Življenjske izkušnje ter modrosti naših prednikov pa so zapisane tudi v pregovorih, običajno v rimah, da so si jih ljudje lažje zapomnili. Če Jerneja, ki goduje 24. avgusta, veter zjasni, lepo vreme še dolgo trpi. Poleg lepega vrebena, ki si ga obetamo v prihodnjih dneh, pa objavljamo v informativni oddaji tega tedna tudi nekaj lepih dogodkov, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. Impol zaslužen za prenovljeno podobo bistriškega vintgarja. Postavitev klopotca na Devini preprečilo slabo vreme. Izjemni dosežki članic Twirling in mažoretnega kluba 5 elementov iz Slovenske Bistrice. Policisti ponovno obravnavali številne kraje in vlome. Slovenska mladinska nogometna reprezentanca se je dvakrat pomerila z Makedonci. V rubriki Lokalne novice ta teden objavljamo nekaj res pozitivnih sporočil. O praznovanju 190-letnice je skupina Impol namenila sredstva za ureditev poti v Bistriški vintgar. Bistriški vintgar je izdolbel potok Bistrica, ki je še danes izredno pomemben za obradovanje Impolove proizvodnje, hkrati pa odlična točka za športne navdušence in rekreativce. S polepšanjem poti želi Impol prispevati k razvoju lokalne skupnosti, obenem pa se simbolično zahvaljuje potoku za njegove vire. V sklopu projekta so ob poti od vznožja do rimskega kamnoloma postavljene klopi, zamenjane deske na brvi, na delu, kjer je večja mlaka, je sedaj brunčana pot. Nasproti rimskega kamnoloma stoji miza z 2 klopema, informativna tabla s predstavitvijo kamnin in didaktična igrica za otroke. Sredstva za ureditev poti je financirala skupina Impol, vse ostalo so postorili prostovoljci. V delovni akciji, ki je potekala 11. avgusta, je sodelovalo več kot 20 ljudi. Med njimi so bili zaposleni iz skupine Impol, člani sindikata Skej Impol, člani Planinskega društva Slovenska Bistrica in drugi. Pri sami zasnovi projekta je veliko prispeval tudi Zavod Republike Slovenije za varovanje narave, pri pridobivanju dovoljenj pa je pomagalo podjetje Ideal. Vsem iskrena hvala za prispevek in pomoč. Uradna otvoritev urejene poti bo v petek, 11. septembra. Zaposleni iz skupine Impol pa ste tudi vabljeni, da se udeležite nove discipline v sklopu športnih iger, v kateri se boste pomerili v hoji v hrib. Pot bo potekala od vznožja Bistriškega vintgarja do Ančnikovega gradišča. 15. avgusta je vinogradniško društvo Ritoznoj vabilo na postavitev klopotca in druge spremljevalne dogodke. Društvo, v katerega so včlanjeni vinogradniki vinorodnega območja Ritoznoj, s postavitvijo klopotca in drugimi oblikami druženja ter strokovnimi izobraževanji vsako leto naznanja prihod jeseni in trgatev odlične vinske kapljice. Tokrat pa žal klopotca niso mogli postaviti, ker jih je pregnalo slabo vreme. Kljub vsemu pa dobrega razpoloženja ni manjkalo, saj so za to poskrbeli številni godbeniki in pevci. Nekaj besed pa sta druženju namenila tudi bistriški župan dr. Ivan Žagar in predsednik vinogradniškega društva Ritoznoj Branko Brezovšek. V soboto 15. avgusta sta se Nuša Detiček in Eva Mlakar v spremstvu trenerke Nastje Keršič in očeta Rajka Detička vrnili iz Kanade. Seboj sta prinesli zlato medaljo. Nuša in Eva trenirata Twirling v Twirling in mažoretnem klubu 5 elementov iz Slovenske Bistrice pod okriljem trenerke Nastje Keršič.
Kot vsako leto je tudi letos potekalo državno prvenstvo, ki ga organizira Mažoretna in Twirling zveza Slovenije. Letos je bilo prvenstvo v Mariboru. Na podlagi rezultatov in točk, ki so jih tekmovalci dosegli, so se udeležili svetovnega pokala v Kanadi. Iz Slovenije se jih je tekmovanje udeležilo 12, na prvenstvu pa je sodelovalo 13 držav. Nuša Detiček je bila v kategoriji Solo B Junior 8 od skupno 29 tekmovalcev. Eva Mlakar je bila v kategoriji Solo A Junior 5 od skupno 22 tekmovalcev. Eva in Nuša sta v kategoriji Artistic par B Junior osvojili zlato medaljo od skupaj 14 parov. Ob vsem tem velja posebna zahvala trenerki Nastji Keršič, ki je dekleti tako uspešno pripravila na to tekmovanje. Sestava vaj, številni treningi, kreacije dresov. Zaradi teh izjemnih dosežkov so jima starši, prijatelji in znanci pripravili presenečenje. Sprejem, ki je bil v soboto 15. avgusta pri Interšparu v Slovenski Bistrici. Ob njihovem prihodu se je zaslišal glas harmonike. Sledile so številne čestitke in zahvale, ki so se zaključile z zdravico. Nuši Evi zdaj res ni lahko. Se polfinale solo plešajo, na parket podata se, pokazati svoje znanje istočasno kar obe. Tudi Nastji zdaj je to problem. Gledati obeh hkrati pač ne gre. Se treba odločiti bo, kateri kdaj je bolj hudo. Odplesali so brez problema. Kaj porečejo sodniki, je dilema. So sporočili nam, da je super bilo. Še v finale se bo šlo. Od konca so prišli, juhu, prve smo po glavah in rojih. Rajko to je lažje bilo, na tribuni je hudo gledati veliko zmedoto. Še prijatelja s sabo ima, da zastavo mahata in veselo briskata. Ko medalje podelijo, vsaka svojo zdaj držijo in se hudo veselijo. Da povejo nam vse to, je kar dolgo trajalo. Mi na trnih smo bili, kaj le je, da glasa ni. Ko pa Rajko le nam sporoči, tudi nam dih zastoji. Saj kaj takega pa skoraj mogoče ni. Vsi od tega smo prevzeti, kot pijani in zadeti. Zdaj čestitke v kup letijo, ki dekleta radostijo. Prostovoljno gasilsko društvo Slovenska Bistrica prireja v soboto 22. avgusta ob 16. uri prvo gasilsko tehnično tekmovanje dvojic Firefighter Rescue Race na parkirišču ob stari telovadnici v Slovenski Bistrici. Na tekmovanju bodo gasilci in tudi gasilke pokazali svoje sposobnosti, hitrost in moč pri nalogah in premagovanju ovir na tekmovalnem poligonu. Najboljši pari bodo nagrajeni. Ob mestnem parku v Slovenski Bistrici pa bo poskrbljeno za jedačo in pijačo ter živo glasbo z ansamblom Gas. Ob 20. uri bo razglasitev rezultatov, nato pa sledi velika gasilska veselica z bogatim srečelovom in zabavo ob zvokih ansambla Spev. Vstop je prost, vljudno vabljeni. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so obravnavali 14 kaznivih dejanj, od tega 11 tatvin, kaznivo dejanje zatajitve, krivolov in odvzem motornega vozila. Slovenska Bistrica. V enem od javnih zavodov je nekdo občanu ukradel denar. Krajo denarnice in dokumentov so obravnavali policisti tudi v drugem javnem zavodu. Občanka je oškodovana za 300 evrov. V eni od trgovin je neznani storilec občanki ukradel denarnico z dokumenti in denarjem. Škode je za 400 evrov. Iz odprte stanovanjske hiše je nekdo lastniku izmaknil 420 evrov. Znani storilec je lastniku ukradel motorno vozilo. Gaj. Z dvorišča stanovanjske hiše je lastnici nekdo ukradel osebni avtomobil vreden 5000 evrov. Frajham.
Neznani storilec je uplenil divjad in jo pustil na kraju dejanja. Lovsko društvo Šmartno na Pohorju je oškodovano za 100 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 16 prometnih nesreč, odvzeli 3 vozila, podali 4 obdolžilne predloge in izdali 12 plačilnih nalogov. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 8-krat. Obravnavali pa so še manjši požar, poškodbo zmajarja, samomor in grožnjo s samomorom. Slovenska nogometna reprezentanca do 19 let je v Slovenski Bistrici odigrala 2 prijateljski tekmi z reprezentanco Makedonije. V športnem parku so bili najprej v torek 11. avgusta uspešnejši naši mladinci, ki so zanesljivo slavili 4-0. 2 dni kasneje pa so zmagali Makedonci z 2-0. Gostje so prvi gol dosegli v 40 minuti. V drugem polčasu so Slovenci krenili po izenačenje in si pripravili nekaj lepih priložnosti, a je v izdihljajih obračuna naša obramba še drugič klonila. Izbranci Igorja Benedejčiča so tako zaključili z avgustovsko akcijo, naslednja pa bo na vrsti v začetku septembra, ko se bodo naši mladi nogometaši 2-krat pomerili s Slovaško. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla. Še malo pa se bodo odprla šolska vrata, zato je prav, da s svojim pozitivnim zgledom pripravljate otroke na vključitev v promet, jih popeljete po varnih poteh in jih navdušujete nad šolskim letom, ki prihaja. Tudi nova znanja in spoznanja so lepa in vznemirljiva, mar ne? Pa srečno do prihodnjega tedna.